Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, Žoga danes v živo iz Stožic na valu 202 po zmagi slovenske reprezentance v Ligi narodov proti Kazahstanu. Končni zid Benjamin Šeško 3, Kazahstan 0. Suverena zmaga na skromni zelenici. Slovenija vodi v svoji skupini skupaj z Norveško, ima 4 točke po 2 tekmah, Avstrija in Kazahstan sta pri eni. Reporterska valovska četverica tudi danes z vami, tu smo Boštjan Janežič, Živjo, Jože Pepevnik, zdravo, Marko Cirman. dober dan. Moje ime je pa Luka Petrič. Prvi polčas. Začnimo pri Benjaminu Šešku, ki še kar ni zapustil zelenice tu na stadionu v Stožicah. Že tako kot oziroma po tekmi z Avstrijo veliko navijačev, predvsem najmlajših, ostalo ob robu tribune in čakalo na kakšen podpis, kakšen selfie, in moram reči, da je Benjamin Šeško zelo dobrodušen pri tem. Nova doba lovljenja, ne ravno avtogramov, ampak selfijev je tole. Zdaj sem opazoval in razmerje med avtogrami in pa selfiji je 1:10. V korist selfijev. V korist selfijev. Torej, Benjamin Šeško je stroj za doseganje golov in stroj za rokovanje z mobiteli in delanje selfijev. Res mu gre tudi to zelo dobro od rok in če so kdaj morda bili seveda športniki, ki so dali največ avtogramov, Benjamin Šeško morda med tistimi, ki so največ telefonov imeli v rokah. Ja, tako je zverziran kot recimo naš predsednik UEFA Aleksander Čeferin pri podeljevanju medalj, ko gre roka nazaj, pa takoj naprej nazaj. Res je neverjeten robot tudi pri tem. Opazoval sem ga, tule pred menoj je stal ob travi, ko je podelil nekaj selfijev, tako imenovanih, in sicer je zanimivo, ko primejo telefon v roke, gredo ustnice zelo narazen in potem, kot da bi pritisnil na gumb, ko vrne telefon, spet skupaj. Pa naslednji telefon zelo narazen, kot reklama za kakšen kalodont, in potem nazaj. Je pa bil že, mislim, da med celo tekmo zelo zadovoljen, odlično predstavo tudi imel in velikokrat smo ga tudi lahko videli nasmejanega ob igrišču. Izjemna predstava, ena njegovih najboljših, če ne kar najboljša v dresu slovenske reprezentance. Tudi po 3 doseženih golih nocoj je bil še vedno razigran v napadu, željan doseči še kakšen gol, potem ga je v ogenj potiskal z dobrimi podajami, ali pa vsaj mišljeno je bilo tako. Tudi Josip Iličić in Šeško je bil še željan tudi z novim partnerjem v napadu, da bi kombinirala. Slovenija je bila danes dobra pri kombinatoriki na tej slabi zelenici, da bi po Celarju kombiniral še z Vipotnikom. Predober je bil za Kazahstan, predober tudi za zelenico, ni ga mogla ustaviti, drselo je tudi njemu, ampak žoga se mu je kar lepila na noge, sploh za tisti prvi zadetek. Res fantastični, Jože. Ja, krasen zadetek. Malo takih v slovenski reprezentanci smo videli, da bi nekdo nanizal veliko nogometašev in potem zadev in 15 golov na zdaj, koliko 35 tekmah, je izjemna statistika in prav je imel verjetno Zlatko Zahović, ko je že pred časom dejal, da je njegov rekord samo še v bistvu številka, ki čaka, da se podremo. Na tako malem prostoru s tako dolgimi nogami je nanizal Kazahstance v prvem golu, potem ob drugem bil željan v 5-metrskem prostoru odbitka, pri tretjem pa je, čeprav se je stegnil najvišji vratar Kazahstana Šatski, ga je preskočil in zadev še z glavo pod prečko. Spomnil sem se na tisti gol Zlatana Ibrahimovića, sicer Ibrahimović je bil precej dlje od gola, ko je prejel žogo za Ajax, mislim, da proti Rodi, če se ne motim, in preigral, mislim, da še kakšnega igralca več, pa potem suvereno zadev, ampak ravno Zlatan Ibrahimović, njegov nekakšen vzornik oziroma tisti nogometaš, ki mu je tudi kar precej blizu, atletski, zelo telovadno sposoben, gimnastično bi lahko rekli. Pravil bi športno vzgojni karton z odliko. Zelo, res. Vam je bil bolj všeč ta gol
kot tisti proti Švedski. Vem, da zdaj primerjamo dva izjemno lepa, ampak... Mene je ta gol spominjal na gol Saida Ovajrana leta 94 v dresu Saudske Arabije proti Belgiji. Ja, na svetovnem v Združenih državah se ga spomnim, sicer tisti je pa res bil, moram reči, da tekel še dlje kot Zlatan Ibrahimović, dolgo mislim, da takrat presenetljivo zmago Saudske Arabije, ampak vrnimo se Češko. Potem pa ne bomo raje delali. Pa se ni treba pretiravati, en kup takšnih golov je dal Faj Kamberović za Celje. Tako, jaz sem s podkopano žogo sem se spomnil na Daliborja Filipovića proti PSV-ju in v Mariboru in v Eindhovenu. Kaj pa vidva? Jaz nisem dosegal takega gola nikoli. Tudi jaz sem ga v luknji že. Točno. Tudi vama lepši še vedno tisti na Švedskem? Je tehnično izjemno zahteven tisti zadetek bil, z levo nogo obdržati lok tistega strela močno in pod nadzorom tisto žogo res nekaj izjemnega. Ampak tudi ta bo zapomljiv pri številki 13, spodkopana žoga za 1-0 in dobra odločitev v zadnjem hipu, ko je bilo res malo prostora. Gledali smo vse skozi na večno listo strelcev, na večni spisek najboljših strelcev v slovenski reprezentanci in kar dohiteval in prehiteval je nekdanje izrazite napadalce slovenske reprezentance. Kot nekoč Peter Prevc, ko ga je polomil v prvi seriji, pa potem v drugi, kar napredoval. Sašo Udović in Ervin Šiljak sta bila nekaj metrov za nami na VIP tribuni. Nisem opazil sicer Mileta Čimovića, ki je danes tudi ostal za Benjaminom Šeškom, naslednji torej na tej slovenski strelski lestvici, oziroma zdaj je Sašo Udović naslednji, seveda, da ne bo pomote. 15 golov ima Benjamin Šeško, 16 Sašo Udović in 17 Josip Iličić. Milivoje Novaković in Zlatko Zahović sta zaenkrat daleč spredaj. Ja, Zlatko Zahović s 35 goli in Milivoje Novaković z 32 goli, oba v 80 tekmah za slovensko reprezentanco. Zdaj je Benjamin Šeško že zapustil zelenico, prišel pa je do našega mikrofona selektor slovenske reprezentance Marko. Izvoli. Dobro večer, gospod selektor, Matjaž Kek, čestitke za zmago, čestitke za vaš rojstni dan in seveda čestitke za nove 3 točke. Darilo so vam pa tako ali tako danes fantje dali, ne? Ja, hvala, dvakrat smo morali reči hvala. Dobra tekma, vredna ogleda, vredna tega aplauza in jaz mislim, da smo pokazali, da ko je treba znati tudi Slovenija igrati na visokem nivoju proti naprej, z eno organizacijo, z eno geometrijo na igrišču, uživanje in ob tem darilo. Oni so igrali tudi na koncu za sebe, jaz pa sem seveda neskončno užival. Se ne spomnim, kdaj sem od 20 minut pred koncem mirno gledal tekmo. Tako da zadovoljen sem pravzaprav celim tednom, ker ne da sem se bal, malo sem bil, sem se spraševal, kako bomo odreagirali po Evropskem prvenstvu. Prvi 3-4 dnevi so bili težki, tako je Avstrija, ki je ta agresija nam ne odgovarja, ampak to je bil danes dober odgovor. Predvsej bolj ste zajezili Kazahstan kot pa novembra, bi lahko rekli. Manj so bili pri žogi, manj so bili drzni, dobro ste jih ustavljali, tudi pravočasno, ne? Bili smo bliže danes, dosti bolj agresivni v duelu, Šola proti Avstriji, oziroma tudi na nek način njihov način igranja je dal neke ideje in danes smo v določenih momentih v pravi coni jemali te žoge, bili direktni proti golu, ni lahko igrati na tem igrišču, ampak dosti teh nogometnih stvari, čeprav še enkrat mene zelo veseli, da nismo jim dali niti od spredaj nič, da Jan skoraj ni imel dela, da smo odigrali odgovorno, zavzeto in pokazali, da je na Slovenijo treba v tej skupini računati. Vstop v drugi polčas, veliko ste krilili z rokami. Zakaj? Najbrž vam ni bilo všeč to, da je bilo kar nekaj nenatančnih podaj, ampak svoje naredilo tudi igrišče, ne? Ja, ni samo tu igrišče, ne? Jaz sem jim tudi povedal, ko smo mi enostavni,
potem je nas je res krasno gledati. Ko poskušamo kakšen dotik več, ko poskušamo tudi malo po balkansko, malo meni, malo tebi, potem hitro pridemo v napako, igrišče je res takšno, kot je. Pa si lahko na tem igrišču enostaven? Ja, ker smo mi potem igrali zelo enostavno. 1 dotik, 2 dotika, ta žoga je v neki organizaciji, v geometriji, ko jaz rečem, odlično krožila, pravzaprav niso vedeli, na katero stran bomo udarili. In potem se je seveda to vse skupaj umirilo, je pa vedno nogometu 2-0, na polčasu zna biti zelo nerodna zadeva in oni so stopili takoj više. Pravi čas, umirili zadevo, pokazali na koncu tudi neko zrelost in veseli me, vse pravim, ob tisti tekmi proti Avstriji je to korak 2 naprej in jaz rad gledam fante, ko se razvijajo, ko dobivajo neko sigurnost in oni so po Avstriji vedeli, da nismo dobro igrali, da pa smo naredili vsaj zame še enkrat tudi za njih dober rezultat. In ta odziv danes na koncu ni bilo polno, škoda, ampak ta odziv je ena pozitiva in jaz fantom želim zdaj, da se te 4 tedne še boljše pripravijo, tista fizika mi še gre malo na jetra, ampak to je po evropskem prvenstvu čisto normalno, ne? In poskušali bomo nadaljevati, 2 težka gostovanja nas čakata, ampak zdaj pravim, opozorili smo nas na nek pozitiv način in jaz sem tega zelo vesel. V bistvu se je Slovenija spravila v takšen položaj, ko so bile bolj kot potihoma kar na glas pričakovana točka proti Avstriji, recimo vsaj 1, in pa tale zmaga proti Kazahstanu, ki je bila kar nujna, kar obvezna za navijače. Mislim, da ja, mislim, da smo se mi tudi tega zavedali, čeprav je ves čas tlela tista želja, da prijemo do 3 točk proti Avstrijcem. Mene so tiste izjave njihove, meni dajo strašno energijo, oni ko na nek mir, spoštljiv način povedo, da hočejo zmagati, da hočejo iti do konca. Zdaj jaz sem rekel, njim jasno in glasno povedal, jaz hočem iti v Ameriko in v Ameriko bom šel pa neko turist. In zdaj poti je več, ampak mi na koncu se moramo tudi razvijati kot ekipa, ker se ves čas je zraven. Ta ekipa ima velik potencial, ima neko zrelost. Zdaj zelo pomembno je, da v klubih pride vseeno do neke minutaže, čeprav se vidite, ni problem, ni Oblaka, ni Keka, pa ta stroj funkcionira. Ne bo vedno lahko, tudi proti Avstriji smo trpeli, ampak tudi takrat je treba ostati spoštljiv, biti samo kritičen, odgovoren in potem ti ta nogomet na ta način vrne, ko pravzaprav oni na koncu 20 minut, ne vem, niso vedeli na kakšen način. Potem lahko tudi malo menjaš, postaviš neke stvari, ki ti bodo mogoče kdorkoli prišle prav in kar se tega tiče, sem res zadovoljen. Upam, da ne zamerite, bi v enem posamezniku današnje tekme Benjamin Šeško vendarle dosegel 3 zadetke, spodobili bi se, da nekaj poveste tudi o tem. Pravzaprav je v teh 3 zadetkih združil 3 športne discipline, slalom, potem pa razparal mrežo Kazahstana in tudi pri 3. zadetku bi mu zavidal marsikateri tudi skakalec v višino. Ne? Ja, jaz čestitam ekipi, kako je pomagala mlademu igralcu v težkih momentih evropskega prvenstva, potem, ko so se številna vprašanja pojavljala, ko so ves čas na pladnju nosili 115 minut, kako so mu fanti pomagali, ogromno je tudi sam naredil in vsi ti okrogli njega. In jaz imam rad športnike, ki rinejo naprej. In to je karakter zmagovalca, to je karakter igralca, ki tako dolgo, ko bo užival, tako dolgo, ko bo imel zaupanje v vse, v stav, v soigralce, vse, bo ga težko zaustaviti. Jasno, izzival sem tudi jaz, napadalcu sem konkretno vrgel pod nos, da niso dali gola, ampak pač to je nek moj način komunikacije z njimi. Prvi tandem Šporar, Šeško se je strahovito potrošil proti Avstriji, danes Celar, Vipotnik, tudi Jojo na koncu in doben ne mora nič sam narediti. In ne bi bilo fair, da bi se danes z današnjo zmago izpostavljal samo Šeško. On je samo eden izmed zvezdnikov, ki ga je naredila tudi ta reprezentanca, ki mu pomaga in jaz sem vesel, da on zna to spoštovati, da spoštuje gledalce, da spoštuje soigralce, nasprotnike in to je temelj, predpogoj za vrhunskega igralca.
Kakšna je bila ideja s Stojanovićem? Vidimo, da je kar nekajkrat hodil, predvsem v prvem polčasu, v sredino. To je bila morda zamisel, da razbremenite oba napadalca, da ne hodite tako daleč nazaj po žogo? Hočem v nekem momentu, da napolnimo sredino, da potem v tistem, ko spravimo žogo tam noter, če se igralec obrne, če odigramo dobro povratno, da imamo rešitev. Predvsem so danes napadalci dobro napadali globino. Dejstvo pa je, da Peki na Stojanović na tem nivoju, kot je zdaj za fiziko, z minutažo, ne moreš printati zgore. Pa tudi potem je naenkrat Brekalo začutil, da lahko igra, da je okej. In to vračanje strani je bila glavna ideja. Oni so zelo ozko stali, oni so proti Norvežanom stali zelo dobro. Naša analiza je pokazala, da moramo pač to obračati, da moramo imeti sigurno žogo, hitro žogo. Malo je bil problem tale igrišče. In takoj, ko hitro odigramo pas, takoj, ko obračamo te strani, ko iščemo globino, potem ima naša igra kar nekaj smisla. In Stojanović je seveda zdaj v nekem precepu. Jaz upam, da si bo izboril minutažo, ker prva tekma je pokazala, ko smo igrali proti top pripravljeni ekipi, da nam tu manjka. Danes, ko je tu nekje rang fizične pripravljenosti na našem nivoju, smo mi dominirali. Ampak že čez 4 tedne in gremo v Oslo, pa v Almaty in treba se potrjevati, ampak se pravi, Evropsko prvenstvo je pokazalo potencial, to danes te 2 tekme kažeta, da na Slovenijo še enkrat ponavljamo. Treba računati, samo če bomo ostali normalni, če bomo ostali neponižni, tega ne maram, skromni, ampak dovolj objektivni in pa zaverovani vase in svojo kvaliteto. Še pogled naprej, proti Avstriji ste rekli, da boste lahko nekako živeli s to osvojeno točko, zdaj bo življenje lepše 4, v torbi bi lahko rekli v prenesenem pomenu, bo mirno do 2 oktobrskih gostovanj? Ne, mislim, čaka nas ogromno dela, ker ta začetek sezone postavlja vedno v fokus tiste igralcev, ki so že bili, iščemo nekaj novega. Jasno, da nekateri so v tistih pravi zrelih letih, ampak še lahko pomagajo, da je tukaj, jaz sem zelo zadovoljen z tem dogovorom z selektorjem mlade reprezentance, pravzaprav z idejo nogometne zveze, pa to, ko se piše negativno proti njih, da pomagamo v tem momentu, mogoče, da damo ne prednost, pomen tudi mladi reprezentanci. Jaz upam na jutrišnjo zmago v Fazaneriji in da potem bo pogled proti Evropskemu prvenstvu super. Tudi tam je velik potencial, igrajo res dobro. Baza je tu nekje, imamo nekaj igralcev danes, ki so bili v tej akciji prvič ali po dolgem času, da se na velika vrata, jaz mislim, da se strinjate z mano, vrno Brekalo, pa mu v MLS-u ni. Tu so še nekateri igralci, ki bi in bodo dobili minutažo. Tako da težko gostovanje v Oslu, zelo težko gostovanje, ampak na koncu niti me toliko ne zanima rezultat, čeprav hočem zmagati, ampak mi moramo najprej razmišljati o kvaliteti naše igre in ko mi o kvaliteti naše igre razmišljamo pozitivno, pride ta igra in potem tudi rezultat pride. Da pa moramo iti na glavo, da moramo biti agresivni, natančni, pravočasni, to pa je mantra te našega slovenskega nogometa. Pa ne zdaj zopet, da mi nekdo ne bo začel pisati bunker, pa zgoščeno, pa samo kontre. Tako se danes nogomet igra, pa če je kdo jezen ali pa če to mi verjame ali ne. Še to, bo kaj časa za proslavitev rojstnega dne? Ta leta se v bistvu že ne, ta leta se že samo štejejo, samo spomnijo te. Ampak jaz sem v tej akciji neskončno užival zopet in z sodelavci in z igralci. Fajn smo se imeli, uživamo, delamo in mislim, da je to že dovolj praznovanja, ampak vse prije čas za prijatelje, prije čas za familijo. In 2-3 dni, potem moramo v Berlin, pa v Sarajevo, pa urnik je kar takšno. Jutri pa z veseljem v Fazanerijo in na Nevija za U21. Lepa služba, gospod selektor Matjaž Kek, hvala lepa in še enkrat vse dobro. Privilegij v tej službi, tudi to sem že povedal. Hvala.
Ja, selektor Matjaž, kar nekaj istočnic nam je dal, najprej nekaj razlage, torej slovenska mlada reprezentanca do 21. leta jutri na Fazaneriji igra proti Cipru in v primeru zmage se bo utrdila na prvem mestu v svoji skupini v zadnjem krogu oziroma v zadnji tekmi, bo naslednji mesec igrala proti Avstriji in tam skušala si zagotoviti prvo ali drugo mesto. Prvo prinaša neposredno preboj na Evropsko prvenstvo, drugo pa v primeru, da bo med najboljšimi drugimi reprezentancami prav tako neposreden preboj, sicer pa bodo preostale reprezentance igrale v dodatnih kvalifikacijah. Rekel pa je tudi, nekaj poti vodi do Severne Amerike, torej do svetovnega prvenstva leta 2026 in Liga narodov ponuja eno teh poti, tudi le v primeru, da bo slovenska reprezentanca osvojila prvo mesto v tej skupini, v dodatne kvalifikacije se bo uvrstilo najboljših 4 reprezentanc, torej najboljše 4 reprezentance se bodo uvrstile v dodatne kvalifikacije, potem, ko se bo odštelo vse tiste, ki bodo na prvem ali drugem mestu v klasičnih kvalifikacijah. Kako to lepo razloži Luka Petrič. Ja, kar kompleksno je, pa skušam vsakič znova. Mislim, da zdaj smo se že kar navadili na ta sistem. Na tvoje razlage. Na te razlage. Sicer pa ja, omenil tudi Davida Brekala in moram reči, da ta desna stran obrambe, ob kateri je bilo nekaj vprašaj, glede na to, da ni Žana Karnečnika, ki se je povsem utrdil na desni strani slovenske obrambe, je bilo nekaj vprašaj od Drkošič in Brekalo, torej kako bosta delovala in zelo suvereno omenil je, da je eden od odkriti David Brekalo teh 2 tekem. S ponosom nosi slovenski dres in to se vidi in tudi Vanja Drkošič, res sta ponosna reprezentanta in to kažeta tudi na igrišču. Brekalo je zelo, zelo agresiven, nepopustljiv in preden boš ti zložil ta pono do konca, ti bom povedal, da je tudi Drkošič danes odigral eno odlično predstavo. Ja, je imel eno sicer napako, po kateri se Kazahstanci sicer niso prebili do priložnosti, sicer pa eden tudi tistih... Posredoval Biol in ni bilo nič težavnega. Ja, res, eden tistih, ki je, če vključimo še tekme Evropskega prvenstva, se tudi zakorenini v slovensko reprezentanco in postavlja dober temelj. Omenil tudi pragmatizem, ki je zaščitni znak slovenske reprezentance, takrat, ko je slovenska reprezentanca uspešna in moram reči, da se jezimo na pragmatizem samo takrat, ko se slovenska reprezentanca, ko ne zmaguje, ko izgublja, ko pa zmaguje, pa smo vendarle vsi veseli in mislim, da v takih primerih, ko je v igri preboj na veliko tekmovanje, ko je v igri dobra uvrstitev, cilj upravičuje sredstvo. Ne? Ni pa omenil selektor Keh, ko ga povzemaš in razlagaš, da je Slovenija zmagala končno po 6 tekmah. Res je, ena zmaga samo letos in sicer tista proti Armeniji. 4. junij. 4. junij, potem pa 8. junija proti Bolgariji 1-1 in potem niz remijev. Ja, pa še v Združenih državah Amerike je tudi zmagala Slovenija. Portugalsko je zmagala. Portugalska, Luka. Dajmo še enkrat, a ne v živo smo. Ja. Po 6, 4 evropsko in... Znaš ti to boljše, Luka. Avstrija in Bolgarija. Žan Celer, tudi eden tistih, ki je prišel v reprezentanco, torej ki je začel tekmo v reprezentanci, potem ko je velikokrat dobival priložnost klopi, zamenjal Andraža Šporarja. Sam moram reči, da je tudi velikokrat, ko je prišel v igro, igra v napadu bolj stekla, velikokrat, ko dobi žogo, hitro vidi proste igralce, tekoča igra se razvija prek njega in mislim, da je to eden njegovih plusov v slovenski reprezentanci. Kako ste videli njegovo predstavo, pa tudi sicer njegov doprinos v slovensko reprezentanco? Mislim, da ga Matjaž Kek ponavadi na igrišče pošlje iz podobnih razlogov. Žan Celer še nima sicer reprezentančnega gola, pa mu ga vsi privoščimo zdaj po
po današnjem 15. nastopu za reprezentanco. Tako da ja, prinese tisto dodatno borbenost, dodaten tek. Podobno je želel tudi na vseh nastopih in tudi dobil od njega na Evropskem prvenstvu. Tako da gotovo koristen člen zdaj tega napada 4, ki jih ima zdaj Slovenija na voljo, oziroma so se zdaj nekoliko ustalili v tej napadalni liniji, ampak Slovenija ima tudi v ozadju še nekaj napadalcev, ki nekako trkajo na reprezentančna vrata in tu se mi zdi, da je nekaj širine, ki je morda prej nikoli Slovenija ni imela, pa seveda verjetno tudi v konici napada nikoli prej ni imela tako izrazitega posameznika. Ja, sedaj, ko igraš v hitrejši ligi v Londonu za QPR, bi lahko še napredoval, ampak že sedaj vidi korak pred sprejemom žoge ali pa pred utekavanjem v globino, kam bo potem oddal žogo, kaj bo napravil z njo, ali bo šlo za podajo, ali globinsko podajo, ali strel proti vratom, ali pa vrnjena v obrambo. Tako da je bil koristnejši videti vsaj v tistem delu, ko je on igral, kot kasneje potem Vipotnik, ki je nekajkrat manjkal v 11-terici. Drugi polčas. Nekaj besed o zelenici, zelo skromna je tu v Stožicah. V podcastu Žoga je okrogla smo že kar precej govorili o zelenicah na slovenskih igriščih, ampak danes pa res. Boštjana smo vprašali pred tekmo z Avstrijo, če se spomni tiste tekme, ko je Slovenija v Lincu premagala Avstrijo, ne? Ja. Ali se je Boštjan Janežič kot reporter z največ nastopil na vednicah spomni slabše zelenice na domači tekmi. Takrat je delo še prek študenta. Manjka nam Tomaž Langerholz, on je prvi kritik v naši redakciji zelenice, ampak ima prav, ni do konca narejena ta zelenica marca takrat za Portugalsko, manjkajo tisti umestni vezivni trakovi pod zelenico, tako da je bilo že jasno, ko smo tudi že v eni izmed žog oziroma ko smo imeli kamion v Stožicah gostili Andreja Kastelica, da ni do konca zgrajeno, da jim je zmanjkalo časa, ampak res bo nastradala ta zelenica. Če se še zdaj ne spomnim kakšne iz tistih časov. Dobro si kupil čas za odgovor. Slabše, pa ne vem, kako bo novembra, decembra, ko sta to igrala Olimpija še v konferenčni ligi in Bravo, pa dobro, da reprezentanca samo še eno letošnjo tekmo. Niti bilo treba po mailu brskati, ker takrat mislim, da še ni bilo mailov. Res veliko tekem bo še tu, ne, na tej zelenici in veliko pomembnih tekem, torej Olimpija v konferenčni ligi, slovenska reprezentanca bo tu novembra igrala še eno tekmo. Pa kmalu Bravo Celje. Ja, pa moram reči, da ravno tista novembrska tekma proti Norveški, torej tu me kar skrbi, kako bo takrat, ne, če bo po obilnem deževju, če bo v naslednjih mesecih, gotovo ga bo več, kot ga je bilo v zadnjih tednih. Ne, ja. Ne vem, kako jaz bo se skupaj zdržalo. Jaz predlagam trava 5 ali trava 10 na 1919, pa zberemo vsak eno krpico, prenese, pa bomo nabrali. Ja, lani so z brisačami pivnali vodo z igrišča za tekmo Olimpija Lille in jo komaj regularno potem tisto tekmo izpeljali. Kot ti, Luka, praviš, takšnim zelenicam rjavice jih je bilo res pred časom več takšnih, danes to ni več standard, ampak nekako na teh zelenicah kakorkoli jo bodo že vzdrževali. Morda bodo pa potem samo valjali še travo, da bo res rjavica, valjali samo zemljo, da bo res rjavica, ne zelenica. Poslušate oddajo Ljudje in zemlja. Okay, ostale tekme današnje so se torej v slovenski skupini preostala končala z izidom 2-1. Holland je zadel tisti zadnji gol na tekmi med Norveško in Avstrijo, sicer pa v Ligi A Francija je premagala Belgijo z 2-0, Italija znova zmagala, ugnala Izrael v gosteh z 2-1, ta tekma je bila v Budimpešti. Še kakšna od preostalih tekem, ki vam je najbolj ostala v spominu v zadnjih dneh, ki je najbolj izstopala?
slovenski gol litovske reprezentance. Ja, res, ja. Lasicka si podal? Lasicka kapetan litovske reprezentance. Kučis pa zadev. Ja. Igral je tudi Širvis. Širvis začel na položaju desnega bočnega igralca. Ronaldo 901. Res je. In sicer 133, potem še 134 zadetek za portugalsko reprezentanco. Italija ne preseneča, saj gre spet za svetovno prvenstvo. Ja, in je v dobri formi. Omenil bi še formo Džekereša, pa ne zato, ker igra pri Sportingu, ampak zato, ker trese tudi za švedsko reprezentanco, pa mojsterski gol, tehnično izveden Luke Modriča v Osijeku, preko živega zidu. Krasen gol. Kako ubogi so Poljaki, gledal sem zadnje pol ure. In ekipa, ki izgublja, nisem še videl ekipe, ki izgublja in ki tako nezainteresirano teče po igrišču, res prav neverjetno slabi so bili. No. Na koncu so celo bili tako slabi, da so imeli šanso, da bi izenačili, pa res si ne bi zaslužili. No. Pa so rekli ne, hvala. Zanimiva tekma tudi prav tako v Ligi B, v kateri igra angleška reprezentanca, potem ko je izpadla iz Lige A, nazadnje igrala na Irskem in ravno dva igralca, ki zdaj igrata za Anglijo in sta nekoč igrala za Irsko, sta zadela Declan Rice in Jack Grealish. Declan Rice, mislim, da je celo zbral 3 nastope, ampak na netekmovalnih tekmah, na netekmovalnih dvobojih, zato je lahko še zaigral za angleško reprezentanco. Tu imam en pomislek. In sicer? Če bi Luka zadel za slovensko reprezentanco proti Cipru, a bi se veselil zadetka? Ja, za slovensko reprezentanco, ja. Sej Cipr mi... Če bi za Cipr zadel proti Sloveniji, pa ne. Ja, no. Ne bi mogel, ker ne bi nikoli mogel zaigrati za ciprsko reprezentanco. Nikoli nisem imel drugega državljanstva kot slovenskega. Medtem ko pa v primeru Grealisha in Ricea oba sta lahko za Irsko zaigrala zaradi svojih starih staršev. Velikokrat irska reprezentanca na otoku išče kakšne dobre nogometaše, ki imajo irske prednike, oba sicer rojena v Angliji in na začetku kariere sta izkoristila to priložnost, zaigrala za mlade reprezentance, potem pa bila dovolj dobra in Angleži so jih aktivirali. Zakaj bi povedal v 3 besedah, če lahko v 164? Tako da vidimo, da ne le v nogometnem Mariboru, tudi v nogometnih zvezah britanskega otočja je znanje genetike, poznavanje DNK-ja pomembno. Je res. Še to, oktobra, če pogledamo malce že naprej, torej zdaj smo videli 2 domači tekmi slovenske reprezentance, zdaj bosta 2 gostujoči, torej na Norveškem in proti Kazahstanu. Moram reči, da je kar ugoden spored tekem, sploh smo videli v zadnjih kvalifikacijah, prva tekma je bila za slovensko reprezentanco v Kazahstanu, zbrali so se v ponedeljek in potem že v torek kar hitro odšli proti Kazahstanu na dolgo 6-urno pot, tokrat pa gostovanje na Norveškem in potem odhod proti Kazahstanu. Se mi zdi, da bojo kar v kompletu brez prihoda nazaj v Slovenijo verjetno se tako lotili, bo najbolj praktično in pragmatično. In, v tem drugem oknu, oktobrskem, je razpored dober. Še dlje bo potovanje kot do Astane v Almati, potem v Kazahstan na južni del. A to drži? Gotovo? V Almatiju. Zanimivo. Da bo tekma v Almatiju, ampak je bilo pa, kot smo že tudi omenjali, bi bilo bolje, če bi bil Kazahstan v prvem krogu na ravni zelenici, morda za Slovenijo 5-0, pa Avstrija v drugem krogu, da bi Rangnick še več pripomb imel v travnati površini in takrat bi Avstrija verjetno manj dominirala. Ja, zanimivo pa se je po tekmi precej jezil zaradi zelenice tu v Stožicah. Povsem upravičeno moram reči. Rekel pa, da se veseli tekme na Norveškem, da bodo končno igrali na urejeni travnati površini in na koncu so izgubili z 2-1. Sodnikov dodatek. In ker govorimo o reprezentanci, bomo tokrat šli k tistemu, kar smo že počeli med Evropskim prvenstvom, in sicer tokrat ne kviz, kdo je to ali pač, ampak predvsem bo kviz vodil Marko. Izvoli. Dobrodošli v kvizu v mestu
Ljubljana, ne Rade Formalt. Kviz pa je takšen. Seveda moramo o nogometašu, ki je dosegel 3 zadetke na današnji tekmi, Benjamin Šeško, prvi domači hat-trick za slovensko reprezentanco. Kdo je dosegel zadnji hat-trick v slovenski vrsti? Milivoj Novaković. Trinidad in Tobago? Ne. Klemen Lavrič. Na domači tekmi, v gosteh? Ne. Doma ali v Kdo gosteh? je dosegel zadnji hat-trick za slovensko reprezentanco? Boštjan je želel pomoč. Ne, čakaj. Ne bo pomoč že po 15 sekundah. Pomoč bo, ko bo polnoč. Nekateri, ki nas poslušajo tu zraven, vedo, kakšen je pravilen odgovor. Jaz pa še res ne vem. Torej, spomnim se Novaković pod oblakom Trinidad in Tobago 3-0. Mislim, da je bil na tej tekmi Boštjan, ampak danes smo že videli, da se težko spominja vseh teh tekem. Matavž morda proti Gibraltarju ali proti... Ok, bilo je oktobra leta 2021. Torej blizu. 2021, oktober, to so bile torej kvalifikacije za... Niso bile kvalifikacije za Katar. To tekmovanje je bilo. Liga narodov je bila, seveda, zato niso bile kvalifikacije za Katar. Leta 2021 Slovenija ni bila tako. Haris Vučkić v Moldaviji. Bravo. Haris Vučkić v Moldaviji. Okay. To je zadnji hat-trick Slovenije. Ja, še zdaj, ko si rekel, moram reči, da se ne spomnim. A veš, da se. 5 golov je dal za Slovenijo. Ne, ni hat-trick, wow. 3 je dal Moldaviji, enega je Kosovo in pa San Marino. Skratka, še eno vprašanje pod tem vprašanjem. A je bilo tako težko povedati, da je bil ta hat-trick v gosteh? Ne, zdaj me pa zanima, kdo je dosegel zadnji hat-trick do danes, do te tekme, na domači zelenici slovenske reprezentance. Je Novaković? Je. Ker vse bo Novaković. Ko si v dvomu Novaković. Tebe bo na poti domov policaj ostalo, dober dan, dokumente, prosim. Novaković? Proti kom? Trinidad in Tobago. Ne zaletavaj se. Čakaj, proti Slovakom? Ne. Dva je dosegel, mislim, da tudi proti Ircem. A ni dal v Ljudskem vrtu enega hat-tricka? Dal v Ljudskem vrtu. Kvalifikacijska tekma. Ja. Torej, to je bila... Tudi to je bil oktober. Oktober je s hat-tricki precej radodaren, zdaj se mu je pridružil še september. Kdo je bil v tisti grupi še? Poljaki, Čehi, Severni Irci pa Slovaki. Poljaki, Čehi, Slovaki, Severni Irci pa San Marino, ko smo šli v Južno Afriko. San Marino? San Marino? Ne. Velikonje, mislim, da je dal na tisti Dihajte, fantje, ne zaletavajte se, umirite se, poštudirajte v katerih kvalifikacijah. Ja, ne v teh, ker v teh... Ne, v teh ne igra več. Ne, v teh, v katerih govorimo, torej na poti Južna Afrika ne. V naslednjih smo pol igrali, to je bila tista, mislim, da Estonija, pa Srbija, pa Italija, tistih torej ne. Proti Švici? Proti Švici ne. Ne proti Švici. Ok, da ne bomo vlekli. Ne, malce več pomoči, da je še malce več pomoči. V redu. Nasprotniki ne govorijo slovensko. Super, malce več pomoči. Če ti zdaj dam pomoč... Potem... Ne, a je bilo v kvalifikacijah? Ja, je bilo v kvalifikacijah oktobra leta 2013. Torej za Brazilijo. Ciper? Ne. Malta? Izrael? Ne, kar nepričakovan odgovor. Nepričakovan, torej reprezentance iz nekega srednjega kakovostnega razreda, bi rekel. Ne? Teh je največ. Ja. Okay, v smeri kateri del Evrope? Približno, no? Osrednji? Ne. Južni? Ne. Pa severni? Ja. Severni? Islandija? Ne. Ferski otoki? A je bil že Katanc pa selektor, ne? Katanc je bil že selektor. Severni, Estonija, Latvija, Litva, Estonija. A veš, da ne. Ne, niti Estonija, niti Latvija. Niti to, ne. Wow.
zdaj samo hočeš poslušalcem pokazati, da si mojster geografije. Ne? Ampak, če vam orišem situacijo, nam ugašajo luči, tako da bomo morali dati še eno pomoč. Imamo to reprezentanco zdaj v tej skupini. Norveška? Ja. Norveška? Ja. Norveška? Res, ja. 3-0 je bilo pa 3-0. 2014. Tako. Okay. Zdaj pa še eno vprašanje na hitro. To bo pa tako težko, da bomo po temi hodili domov. A smo? Smo. Še malo portugalski, ha? Smo, če boš dal kaj pomoči. Okay. Bruno Fernandes je včeraj odigral 600 tekmo za reprezentanco Portugalske. 600 tekmo v karieri. Vse, okay. Tekma številka 600 v njegovi karieri. Super. 187 golov, 123 podaj, predstavljal oziroma zastopal 5 klubov, 6 lovorik ima. Debitiral pa je novembra leta 2012. Ja, za Portugalsko. Ja. Na splošno. V članskem nogometu je debitiral, morda veste v katerem klubu? Za Sporting, Brškone? Ne. Sorry. Novara, bravo. Serije B, ampak to ni bilo vprašanje. Ja? Novara. Ne. On in Gregor Vajde sta igrala za Novara. No, zdaj pa je vprašanje, kateri Slovenci so igrali pri Novari? Gregor Vajde. Ja. A koliko jih je? Trije. Kakšen od bratov Struna? Jasmin Handanović. Ne. Črnigoj. Ne. Čakaj, Novara. No. Ni šel nekdo zdaj pred kratkim v Novaro? Aliberg. Ne. Barišič? Ugotovili ste Gregor Bajde. Ja. Eden je iz Jožetovega okoliša, eden pa iz okoliša Sandija Škvarča. En Primorc pa en Štajerc. Tako. Se pravi iz Primorske oziroma Štajerske v Novaro. Ali sta igrala za slovensko reprezentanco? Ja in ne. Ok. Kateri je, kateri ni? Čakaj. Mogoče za mlado. Primorec je pa Štajerc ni. Joj. Kaj pa predsodki? Ne, pa jaz vlečem iz njega, da povem. Eden ima en nastop za slovensko reprezentanco, drugi pa nič. Ja, eden je odšel iz Kopra v Novaro, ja. Eden pa iz Aluminija v Novaro. Ok, to je že super pomoč. No. Pa nič bliže nisem moral reči. A Štor? Ne, dober poizkus. Iščemo obrambnega in zveznega nogometaša. Obrambnega in zveznega nogometaša. Primorec je vezist. Ja. Štajerec pa. Ne boste verjeli, obrambni igralec. Ja. Nisem. Soimenjak? Ja. Tvoj? Moj? Ja. Je Luka Štor, ja. Je, ampak ni. Ni Štor. Ampak je Kranjc. Kranjc, super, ampak ima več nastopov za Slovenijo. Ja. Pa Primorci. Če dodaš eno črko, ja, slovenskemu smučišču. Pa ni Roglar. Čakaj. Pa to je zdaj že Čukec z Križanke, no ajde. Nisem ja, ta je res slovenskemu. Ni Roglar, ampak je... Katero smučišče še imamo? Ja, pa je ogromen jih. Ja, okay. Luka Koblar. Bravo. Luka Koblar. A je Koblar smučišče? Seveda, in od vseh smučišč je našel tisto, ki je zaprto že 15 let. Ne, ampak moramo malo tudi v alpskem smučanju, vendarle se približuje sezona. Se je lotil. Že diši po snegu, ne? Ja. Pripravljaš se dobro že. Še ta drugega, zdaj moramo ugotoviti. Ima en nastop za slovensko reprezentanco? Ja. Vezist, Primorec. Ne bi rekel, da ima Luka Koblar. Luka Koblar ima en nastop. Vezist iz Kopra. Ima en nastop. Ki je šel iz Kopra v Novaro. Ja. Pa ni Črnigoj. In je član Novare. A še trenutno? Ja, pa zdaj to vse pravim, da je nekdo šel pred kratkim. Pa kaj se zdaj jeziš? No? Ne, mislim, ja. Sem želi pravi odgovor. Kariero je začel v Jadranu iz Dekanov. Za reprezentanco je debitiral. Za reprezentanco je debitiral marca leta 2016 proti Makedoniji. Takrat še samo Makedoniji, ne severni. Ne. Ja, blizu si bil. Ja. Ker ni vezist. Pa Šturlac je tisto tekmo mogoče celo igral.
To je tak tipičen primorski igralec. Jadran, Koper, Genova, Padova, Livorno, Karpi, Padova, Koper, Novara. Enej Jelenič. Bravo. Enej Jelenič. Samo on je bolj napadalec, ni? Krilni. Pa sej, Vinger, ne, špica, ni špica. Dobro, okay. Vingeri so del zvezdne vrste. Okay. Ja. Bravo, Marko, zelo zahteven. Nisem jaz ugibal. Super kviz. Hvala Jožetu, hvala tudi tebi, Boštjan, hvala David, tudi tebi, David Lap skrbi za to, da nas slišite. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili tudi danes z nami v podcastu Žoga je okrogla, v posebnem podcastu tudi danes. Smo prvič v živo gostili Matjaža Keka. Prvič? Ja, v živo, verjetno mislim, da res prvič. Ja. Velikokrat smo ga slišali, imeli njegov pogovor. V živo. Njegov pogovor, sicer pa tokrat posebna žoga v živo. Hvala, naslednji teden bomo znova z vami po naslednjem 8. krogu v slovenski prvi ligi, ko bodo spet na delu klubi in zelo zanimivo bo v tej jeseni slovenska nogometna reprezentanca, pa torej naslednji tekmi igra oktobra na Norveškem in v Kazahstanu. Uživajte! Se slišimo!